Izpolniti moram kup obrazcev. Na kliniki morajo preveriti najine osebne in kontaktne podatke. S Primožem morava odgovoriti na vprašanja o morebitnih boleznih, lastnih in tistih v družini, pa o alergijah in operacijah, nešteto križcev v kvadratkih, ja, ne, ja, nisem prepričana. Podpisati je treba različna soglasja, pristanek na OBMP, soglasje za anestezijo in dovoljenje, da lahko klinika zamrzne moje oplojene celice. Najin podpis je vse povsod, kot bi morala vedno znova dokazovati svojo identiteto. Medicinska sestra v sprejemni pisarni ima resen administratorski obraz in ko spregovori, se poteze na njem komaj kaj spremenijo, kar se zgodi ljudem, ki ves čas ponavljajo iste besede. Na koncu nama vse izpolnjene papirje skrbno zloži v mapo in naj jo napoti v ordinacijo naprej po hodniku. Za nama že čaka naslednji par. Druga sestra je v nasprotju s prvo sveže razigrana. Kar naprej, saj ne grizamo. Ponudi nama stol in odide v sosednji prostor, od koder je še vedno slišati njen glas. Vrne se zdravili, govoreč nekaj o vremenu in zastojih na cesti, vsakdanjostih, ob katerih bi jaz običajno odplavala, pustila brnenje v svojih ušesih, da preglasi njen glas. Zdaj pa tudi sama sodelujem, omehčana z njeno radoživostjo, ki vse skupaj olajša. To je kot pregled pri zobozdravniku, mi pravi sestrin pogled. Kot navaden prehlad, ki ga 1, 2, 3 pozdraviš. Sestra iz škatle povleče vzorčno injekcijo, ki sploh ni videti kot injekcija, temveč kot navaden peresnik. Mehanizem je enostaven, treba je le odčitati pravo količino, takole nama pokaže, ko se v malem okencu na vrhu spreminjajo številke. V 2 injekcijah je dovolj zdravila za 5 dni, ko to porabite, pa pridete po novo dozo. Kaj pa je notri, vprašam? Gonadotropini, odvrne, hormoni, ki spodbujajo rast foliklov. Na 2 ali 3 dni boste prihajali na ultrazvočne preglede, kjer bo zdravnik preveril njihovo velikost. Na ultrazvok lahko pridete sama. Mož mora biti zraven samo v punkciji in seveda ob prenosu. Ko to reče, se Primožu široko nasmehne. Potem, ko bodo vaši folikli dovolj veliki, pa boste dobili še eno zdravilo. Sestra zdravilo imenuje antagonisti GNRH. Jaz pa ob tem pomislim na Jaga iz Shakespearovega Otela, s katerim nam je profesor pri literarni teoriji v 1. letniku prikazal razliko med protagonisti in antagonisti. Sestra nama zatem pokaže, kako si igla pravilno zabode v gubo na trebuhu. Terapija, da bo trajala približno 2-3 tedne, pove. Za njo bo na vrsti ultrazvočna punkcija, med katerimi bodo iz jajčnikov posrkali celice. Oplodili jih bodo s Primoževim semenom, ustavili mi bodo eno, ostale oplojene pa zamrznili. Čisto preprosto. Easy busy.